Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji V zakulisju. Tokrat bomo pogledali v zakulisje verjetno zanimivega življenja očeta, tudi sina, podjetnika, gospodarstvenika, glasbenika, politika, ne vem, marsikaj še drugega, predvsem pa tudi humanitarnega delavca Primoža Jevšovarja. Primož, živjo. Živjo, Igor. Prav kraljevsko se počutim. Ja, tudi jaz v bistvu enkrat, po moje prvič ali pa drugič sedim na telih stolih. Čeprav so tvoji, ne? Ja, res, niso moje, tvoje družine. Od moje žene so. Oni spodnji so moji, ti so pa odvesne. Ja, res je čudovita, prav zanimiva hiša. Prav poseben slog, ne? Ja, jaz sem si vedno želel tako prostorno, odprto, dolga leta nazaj, 15 let nazaj sem si nekako zamislil, kako bomo to naredili. Potem pa sem imel kar težavo najti arhitekta, ki bi to zrisal, in na koncu sem v bistvu jo sam pripravil, pa je arhitekt mi jo samo na papirje spravil. Ja, ker mora biti na papirju. Ja, seveda. Je pa zelo blizu od hiše, kjer si odraščal, ne? Res je, 100 metrov stran, tako da mi smo vedno v copatih se ne da hoditi, v čevljih pa lahko pridemo drug drugi. No in ti si kar zanimivi družini odraščal, 4 otroci ste bili, no? 5, ne? Ja, 5 jih je bilo na začetku, to pomeni brat dvojček od Boštjana, mojega mlajšega brata, je 2-3 mesece po rojstvu umrl in takrat je bil kar tako težko obdobje za družino, za mamo. Ti si bil takrat pa že star, ne? 6 let, 5 let? Ja, že kar bilo nekaj tasga, ja. Si se spominjaš? Spominjam se tistega obdobja kasneje, ki, mislim, to ostane leta in leta. Mame so najbolj boge, ne? Mama je bila boga, tudi brat je bil takrat, ker je bil rojstvo precej hmalo, so se v bistvu tudi za njega kar borili, zelo mali je bil in to moj ostal je pa v bistvu, ima pa po drugi strani tako veliko srce, da je človek neverjeten. Pa zdi se mi največji veseljak od teh družine Jevšovar, kar jih jaz poznam. Mogoče največji veseljak. Šaljivec. Največji šaljivec, da navzven kaže, mi se zelo kar veselimo in šalimo tudi znotraj družine. No, ste 4 zdaj, ne? 2 sestri, 2 brata. Pri očetovi družini sta bila 2 brata. Drži. Pri mami jih je bilo pa 8. 8 vseh skupaj, ja. Zdaj jih je še 7, ker je moja teta, krstna botra iz Kanade, umrla. In potem se je v bistvu tudi ta dobrodelna akcija kasneje razvila. So pa, tako bom rekel, po očetovi strani kot po mamini so si zelo blizu in se imajo zelo radi, enostavno. Je pa še nekaj zanimivo, ne? Očetova družina je bolj glasbena, pa celotna vaša družina zdaj, razen menda mame, čeprav rokerica po duši. Ja, mama je rokerca po duši in mislim, da tudi od nje smo malo vsi dobili tega pridiha rokerskega. Je pa res, z bratom sva tudi v skupini igrala dolgo časa, sicer dolgo let nazaj, obe 2 sestre igrajo klavir, oče kitaro, jaz sem igral harmoniko na začetku, potem kitaro kar nekaj časa, pa tudi klaviature, zdaj pa pojkone bobne. Mama pa ne igra nič? Mama nas pa zelo rada gleda in posluša. No, prej si omenil Kanado. S Kanado je seveda povezana tudi ta humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov, ki se je začela pred leti, ne? Res je. V bistvu zdaj imamo to akcijo 13. leto smo imeli letos, ampak začela se pa že mnogo prej, kajti takrat, ko je mama to idejo prinesla iz Kanade, smo potrebovali kar nekaj časa, da smo jo prvo poosebili vsi,
ker je kar nekaj časa sila, pa je rekla vsako leto, kaj pa če bi mi to naredili, kaj pa če bi, ne. No, potem smo pa eno leto rekli, pa gremo. In kaj je bila poanta njena? Ja, Kaj je prinesla iz Kanade? Ideja je bila to, da v razvitih državah, ne, takih, ki že imajo demokracijo razvito, na drugi strani, ki imajo recimo tudi te humanitarne dejavnosti, društva, organizacije razvite, poskušajo se praktično delati. In ko nekdo recimo umre za takšno, drugačno z razlogom, ne, potem poskušajo, ne vem, če nekdo v prometni nesreči umrl, se daruje za ozaveščanje o prometnih nesrečah, če kdo za rakom, se potem gre za kakšne raziskave rakavih obolenj in tako naprej. Ne. Namesto sveč. Namesto sveč, namesto cvetja, vse je bolj, rekel, na nekem takem nivoju, kjer koristi tudi živim. In to je prinesla sem. To je prinesla tukaj v Zasavje. Najprej je ta njena ideja padla na tvoja plodna tla, kako? Ja, takrat smo v bistvu imeli eno skupino mladih, ki smo se družili, smo bili prijatelji, celo neki mojih članov v glasbenih skupinah smo takrat notri potegli in smo rekli, gremo v Zagorje, bomo postavili eno stojnico pred pokopališčem za 1. november, pa da vidimo, če so ljudje pripravljeni, če smo že recimo dovolj zreli, da jih prepričamo, da se da tudi na drugačen način posvetiti ali pa pokloniti tistim, ki smo jih imeli najraje. In smo prišli in darovali recimo evro, 2, 3, tudi 10, 20 nekateri in v zameno iz šopkov vzeli namesto sveče eno zastavico? Ja, prvo leto še mislim, da nismo imeli zastavic. Mislim, da je to kakšno drugo ali pa tretje leto, ko so začeli ljudje pa vseeno spraševati, ja, se pa damo, mogoče pa bi kako simbolično zadevo, ne. In tisto prvo leto, se še spomnim, smo imeli zastavice, ki so bili sicer mehen papirček, enake velikosti, imeli so pa plastično tisto slamico. In to je bila napaka, ne? Ker so pa ljudje prvi so rekli, če ne bomo dali za sveče, vi nam pa tukaj ponujate s plastičnim zastavicam. A smo rekli, v redu, od takrat naprej, mislim, da drugo, tretje leto, imamo pa lesene palčke, kapljica tega ekološkega lima in ekološki papirček, na kateri je ta logotip natisnjen. In to traja zdaj že kar nekaj let. Širilo se je potem tudi na druga pokopališča. Tvoji ekipi se je pri tem pridružilo še veliko drugih ekip. Če zdaj spremljamo te plakate, je res različnih soorganizatorjev napisanih, pa tudi v mnogo občinah. Res je, v letošnjem letu 24 oziroma 25, potem na koncu, krajev je pristopilo. Ampak to je zadnji več kot 150 organizacij, ki so po celi Sloveniji aktivno pomagale. Nekateri s tem, da so dali prostovoljce, drugi so formalno organizacijo prevzeli, nekateri so bili sponzorji, spet drugi so, ne vem, recimo hrano, pijačo tem prostovoljcem nosili. In moram reči, da sem navdušen, sploh ne vem, s kakimi besedami ne opišem, da so ljudje, da tako živijo za to. Ker v letošnjem letu smo imeli 27 ljudi samo v koordinaciji, da smo vse to naredili. Začelo se je 2 do 3 mesece pred samo izvedbo. In to volontersko, ne? Volontersko, ja. In tudi v končni fazi je bilo 500 prostovoljcev. In predtem so to zorganizirali, še vedno ne vem, kako jim to uspe. Ti si kar nekaj teh punktov obiskal, ne? Tudi to je res, ja. Poskušam narediti, da v tistem času, ko se akcija izvaja, ko so stojnice, grem po Sloveniji, če drugega ne nesem kakšne zastavice, ko jih komu zmanjka, pa pozdravim, spoznam ljudi, pa zelo pomembno je malo informacij direktno z terena dobiš, kaj ljudje pravijo, kaj je bilo dobro za mogoče za naslednjo leto narediti. Kje smo falili? Vse smo veliko zadev falili, zato smo se pa tudi v teh letih kaj naučili. No, jaz se spomnim, ne, ko ste zbirali za različne humanitarne namene, med drugim smo nekako to akcijo povezovali tudi malce Slovensko ljudsko stranko. Spomnim se, ko je bil še predsednik Radovan Žerjav, sta skupaj prišla v dom starejših na Izlake
Ne vem, zakaj se je takrat zbiralo, ampak takrat se je, mislim, da bolj kot ne še samo za v Gorju zbiralo, ne, po kopališčih. Ne. Ja, to se spomnim enkrat, ko je prišel, sicer je prišel takrat v vlogi ministra za gospodarstvo, ker je tudi, mislim, da to je bilo v Zagorju na Okrogarjevi šoli, ker smo jim dali eno dvigalo. Tisti je bilo okrog 3 ali pa 4 tisoč evrov. Ni pa bila to nikoli politična stranka. Jaz sem vedno... Akcija, ne? Akcija, ja. Jaz sem vedno poskušal to zadevo absolutno stran držati, ker so bili vedno vsi povabljeni tukaj zraven. In če si štejem, kje v uspeh, je to, da smo uspeli tudi ljudi, bom rekel, iz različnih političnih strank tukaj zraven povezati, spraviti različnih organizacij. Vsi tukaj delamo za to, da nam bo mogoče jutri malo lepše, da bomo mogoče komu pomagali. Ne. In zato je tudi uspelo. In zakaj vse se je v vseh teh letih zbiralo za različne namene, za kakšno invalidno osebo, ne, za kakšen voziček? Veliko teh defibrilatorjev smo kupili. V letošnjem letu smo dali tukaj v Zagorju za eno dvigalo, za tetraplegika, gor iz Šentlamperta. Potem ena izmed takih bolj prepoznavnih akcij je bila, ko smo zbirali za ultrazvočno napravo, za nujno medicinsko pomoč, in v bistvu ta naprava še vedno deluje v helikopterski enoti na Brniku. Potem pa so to posamezne naprave za recimo starejše bile, pa ljudi smo pošiljali v tujino na terapije. Dobro je bilo to, ker ta denar, ki je zbran, ostane v tistem kraju, kjer je, in ljudje vejo, da darujejo za svoje sokrajane in potem tudi vidijo, kaj se naredi s tistim denarjem. Jaz mislim, da to je eno tako gonilo, da pokažejo, da lahko sami dajo in na lokalnem nivoju nekaj naredijo dobrega. Zdaj se že ve, koliko se je letos zbralo? Ja, v letošnjem letu ta preliminarna številka je preko 60 tisoč, se pa sredstva še vedno stekajo. To je zanimivo, ker smo uspeli v bistvu tudi ljudi zmotivirati, da so z SMS-i začeli darovati. Po drugi strani je kar nekaj donacij bilo iz strani podjetij, ki se še vedno stekajo, tako da ta številka zna biti še višja. In v Zasavju še vedno največ, ne? Ja. Polovica vseh sredstev se zbere tukaj na področju Zasavja, velika številka je tudi v Zagorju. Mislim, da je bilo samo na pokopališčih zbranih skoraj 13 tisoč evrov. Potem pa nekje občina, oziroma so občine še tudi druge obljubile tukaj zraven, pa veliko sponzorskih sredstev, tudi da številka je zdaj že tam okoli 17 tisoč samo na Zagorju. In drugo leto, ne? Spet. Se bomo potrudili. Se ti še da. Včasih... Vendarle je nekdo, ki mora to koordinirati, ne? Ja, letos mi je zelo pomagala sestra Maruša. Verjetno bi mi kar težko uspelo sam to speljati. Poskušam tako narediti, no, da ima vsak svoj del. Ker ti nisi samo humanitarec, si tudi oče sina, ki ima zelo lepo ime, ne? Ja. Menda je Igor, ne? Igor je, ja. Igor je star 11 let zdaj. To je pa nekaj čisto novega, ne? 11 mesecev se pravičujem. Res je, tudi v tej vlogi se mora človek preizkusiti, tako ali pa drugače. In meni je zelo všeč. To je bila najlepša nagrada, ne? V tvojem življenju. Pred kratkim si pa prijel tudi, oziroma Inštitut Antona Korošca, ki ga vodiš, prijel tudi Laskovo priznanje. Pa mogoče najprej, preden o tem priznanju, s čim sploh se ukvarja, kaj je sploh namen Inštituta Antona Korošca? Ja, ko smo ga ustanavljali, smo v bistvu imeli dva namena. Prvi je bil, da tem velikem Slovencu, ki ga mnogi v bistvu zelo malo poznajo pa njegovo delo, poklonimo eno tako priznanje, ker smo tudi se nekako zavezali, da bomo njegovo življenje malo bolj predstavili javnosti. Anton Korošec je bil eden najbolj uspešnih slovenskih politikov, bil je duhovnik pred 100 leti in takrat je vodil zgodovinsko Slovensko ljudsko stranko in v bistvu je slovensko politiko spravil na nek nivo, ki bi bilo zelo dobro, če bi bil kak politik v današnjem času. Bil je edini nesrbski predsednik takrat kraljevine. SHS bil tudi tisti, ki je našel
v bistvu edini možen takrat zgodovinski trenutek, da je cesarju rekel, mi gremo po svoje, po domače povedan, in nas je peljal v situacijo, ki smo jo imeli pred 30 leti, da smo lahko naredili svojo državo. Brez Korošca tega ne bi bilo. Zato so ga več kot 100 let imenovali oče naroda, že tudi prej, ko je deloval. Ne. Zdaj je, vse vemo, zdaj je že skoraj vsak drugi oče naroda, če pogledamo, ne. Ampak v teh zadnjih stoletjih je pa to Korošec. Druga zadeva, ki smo pa želeli s tem inštitutom narediti in jo pa kar pridno delamo, je pa, da odpiramo teme, take družbene, ki so vezane na Slovenijo, Evropo in pozicijo Slovenije v Evropi in pokažemo, da se mogoče na kakšen način da tudi drugačne, da Slovenija bi imela možnosti, če bi imela ambiciozne ljudi, da bi se nas znali predstaviti tudi v tujini, na kak način bi sami delovali. Mi imamo mnoge okrogle mize, veliko delamo na tem področju, veliko delamo na povezovanju z drugimi evropskimi inštituti. Smo člani največje evropske think tank družine Wilfred Martins Center za evropske študije. V letošnjem letu smo postali člani ene največjih družbeno-izobraževalnih ustanov, to je Robert Schuman inštitut, in povezujemo se tudi z drugimi temi mednarodnimi organizacijami, tako da uspemo tudi kakšne vrhunske strokovnjake s tujine pripeljati sem in se potem pogovarjamo o gospodarstvu, o kmetijstvu, kako je recimo v posameznih državah, to so kakšne izzive peljali. Tu pride prav verjetno tudi evropski poslanec Bogovič? Ja, zelo veliko sodelujemo z Francem Bogovičem in smo reči, da mi se na vsebini zelo razumeva in je reden član naših omizij. Eno izmed njih bo tudi v tem tednu. Sicer ideja je bila, da bi bilo fizično omizje na temo kmetijstva in trajnosti in tega zelenega dogovora. Žal pa zaradi korone smo mogli to predstaviti v virtualno, ampak bomo imeli pa zelo, zelo bogate goste z, mislim, bogatimi izkušnjami. Tudi ti, ne, bi moral biti prejšnji teden v Rotterdamu. Ja, drži. So me takrat povabili gor, verjetno z namenom, še nisem vedel točno, zakaj so me toliko klicali, da bi takrat moral priti, no kasneje se je izkazalo, da je to prav zaradi te mednarodne nagrade, ki smo jo dobili. Mednarodna nagrada za to delovanje, ki si ga omenil? Ja, v bistvu je bila to prav za namenski projekt demografske spremembe v Sloveniji in Evropi. In tudi v obrazložitvi te nagrade je nekdanji slovaški predsednik, zelo znan predsednik Mikolaž Zorinda, ki tudi vodi ta inštitut, on je v bistvu naslednik Martinsa, ki ga je ustanovil. Ki je bil nekoč politik Evropske ljudske stranke, ne? Ja, nemški politik je bil in potem tudi je v bistvu ta inštitut ustanovil. To je na to nagrado so nam obrazložili kot na način, da smo v bistvu se lotili zelo problematične tematike in jo poskušali na enostaven način razložiti, ker demografija, vse vemo, se je že marsikaka glava padla, ko so o tem govorili, ker ljudem je enostavno težko povedati, naj imajo več otrok. Tako ali pa drugače. Tudi jaz nisem najboljši primer, jaz sem... No, začel si, ne? Začel sem, ne. Ni nujno, da smo končali. Oziroma sta začela, ne? Tako. Ja, in ta tematika je dvignila veliko prahu v drugih državah. Celo podpredsednica Evropskega parlamenta Dubravka Šuica iz Hrvaške je v bistvu izsledke teh omizij in zbornikov, ki smo jih imeli, uvrstila v aktualno politiko Evropske komisije in v bistvu so bili kar zadovoljni s tem. Pri delovanju inštituta Antona Korošca, koliko vam je v pomoč spletni časopis Slovenec, ne? Ki tudi deluje nekako v okviru te fundacije? Res je. Mi smo časopis Slovenec ustanovili pred, mislim, da okrog 4 leti in takrat smo nekako, to je tretja revizija, taka uradna časopisa Slovenec. Ne. Gre za najstarejši slovenski medij iz 1873. leta, takrat je bil v bistvu prvi ta medij, je bil bolj konzervativne narave,
takrat je bil Politični list, kjer je bil eden izmed pomembnih urednikov tudi Anton Korošec. Tudi zaradi tega smo to poskušali navezati. No, potem je bil v 90-ih letih je bila tista druga najprej še po drugi svetovni vojni ga ni bilo, ne? Ja, takrat je bil prepovedan. Mislim, da na prvi dan vojne za Slovenijo, da je spet začel delovati tam. Mislim, da je bilo takrat, ja. Ampak nekako, jaz sem malo šel sicer zgodovino raziskovati, ni se prijel, ker tudi takrat se niso uspeli zmeniti točno na kakšen bi bil koncept tega časopisa. No, mi smo ga posodobili, ampak hkrati še vedno obdržali tradicionalnega, tako da, če ga pogledamo na spletu, kjer izhaja, ima, bom rekel, malo tako posebno, tradicionalno obliko, ampak še vseeno pa poskušamo se dotikati modernih tem, poleg gospodarstva, kmetijstva, sociale, ki smo jo kar, rekel, te tematike smo kar mnogo vrteli, se zdaj veliko lotujemo digitalizacije, sodobnih tehnologij in odnosa, recimo, kako ljudje lahko z vsemi temi orodji si pomagajo do boljšega življenja. Zelo veliko tukaj nam tudi pomagajo oziroma sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami, ki nam recimo pošiljajo govorce, dajo teme ali pa tudi informacije, mnoge dobimo od njih. No in ti včasih napišeš tudi kakšen članek, ne? Ja, moram priznati, da sem že kar nekaj časa ga nisem napisal. Sicer mi naši na uredništvu vedno pravijo, pa boš mogoče kaj napisal, ampak v obilu tega administrativnega dela, pa vodenja, kar ga imam, mi pa zato vse bolj zmanjkuje časa, čeprav zelo rad kaj napišem. Bo kdaj tiskana verzija? Bila je že. 3 tiskane verzije smo izdali, jasno, če bi pa poskušali pravi časopis narediti. Dnevnik? To bi bilo sigurno interes, je pa to povezano z stroški konkretnimi, ki jih pa v tem trenutku še enostavno nimamo, ampak glede na to, kako gradimo korak po koraku ta medij, mislim, da bi mogli enkrat se tudi to prijeti. Verjetno konzervativni oziroma desnosredinski Mi poskušamo biti dejansko politično neopredeljeni. Če je le mogoče, medij je medij. Tudi jaz se nimam, bom rekel, za desnega politika, bom rekel, tistega skrajnega, mogoče sredinskega ali pa desno-sredinskega, ker veliko projektov jaz poskušam razumeti tako z gospodarskega kot socialnega področja in to nekako prenašamo tudi na novinarje, urednike, ki sodelujejo pri Slovencu. Imamo pisce, ki so recimo bolj desno opredeljeni, svetovno nazorsko. Imamo kakšne mlade, ki so tudi bolj levo in mislim, da to je neka zmagovita kombinacija, kjer povezuješ ljudi na osnovi tega, kakšni ljudje so, nekakšnega politično prepričanja imajo. No, prej v uvodu si omenil, da si nekako tudi glasbenik, svoj čas si imel glasbene, si sodeloval v glasbenih skupinah. Velikokrat smo te videli tudi na kakšni prireditvi, kjer si ozvočeval, če poenostavim, ne. Imaš pa zdaj v tej hiši, če se ne motim, tudi studio s kamerami, snemaš. Meni je bila glasba vedno bistvo življenja, ki me je spravljalo v dobro voljo ali pa v slabo voljo. Sicer se mi mnogi predstavljajo kot trdega rockerja, kar sem. Ampak zelo rad imam tudi klasiko, zelo rad imam tudi druge zvrsti, to me nekako dopolnjuje in še vedno sem glasbenik, še vedno igram bobne. Začel sem s harmoniko, kjer imam glasbeno šolo. Potem sem kar nekaj časa igral kitaro, pa klaviature. No, na koncu sem pa skoraj profesionalno začel bobne igrati, veliko sem po tujini, Frankfurt, po glasbenih sejmih nastopil, ampak potem me še vseeno prepričalo, da življenje glasbenika kot tazga je precej težko. Sploh, če je doma firma, ne? Ja, to je sploh posebej. No, zdaj v zadnjem času je pa moja res radost postala filmska produkcija. Začeli smo z kolegi iz glasbene skupine in z drugimi Zasavčani in Zagorjani snemati en tak reality show. Unikat. Ja, mislim, da je čisto posebna oddaja, ki jo zelo težko opredalčkam. Gre za glasbeni koncert, ki je hkrati tudi resničnostni šov. In ko smo štartali v
v času prvega lockdowna v koroni je imela oddaja neverjetno gledanost, ker to je bil v bistvu edini glasbeni koncert, ki ga je bilo možno v živo nekje spremljati. In mi smo imeli to vsako soboto in ogledi so šli, ne vem, samo na omrežju Facebook preko 20 000. In takrat smo rekli, to je smisel. Ne? In zdaj malo nadaljujemo, zdaj že v bistvu končujemo z drugo sezono, pa se pripravljamo na tretjo. In ti si pa že malo utrujen, ne? Malo, ampak vse energije je vedno daš, če so dobri ljudje okrog. No, to sprašujem tudi zaradi tega, ker si precej aktiven v podjetju Jeger, Jelševar Grošelj, ki pa je zdaj v lasti družine Grošelj. V lasti družine Jelševar. Pardon, Jelševar, ja. Ja, podjetje ustanovil moj oče pred skoraj 30 leti in to je v bistvu ogromno me naučil s tem. No. V podjetju delam jaz, dela moj brat, dela oče še vedno in večino časa, poleg vseh teh aktivnosti, preživimo tam, ker to je... Vse je zelo blizu. Ja, kilometer stran, ampak... Ena lokacija, druga malce dlje. Druga pa 2 kilometra, ja. Ampak sem več tam kot doma. Ne. V podjetju imamo zdaj 55 zaposlenih, približno toliko imamo še podizvajalcev. Delate bolj na eno izmeno? Tam, kjer je možno, delamo na eno izmeno. So pa nekateri procesi, ki pa pač ne grejo na eno izmeno, recimo peči, ki se zagrevajo 8-10 ur. Kaj delate mimogrede? Ja, zelo malo ljudi ve, kaj dejansko delamo. Verige, to smo slišali. To je proizvoden program. Tanke, tudi delno, ne. Recimo oklepnike, ki jih Slovenija je kupila pred enim mesecem, Boxerje, od največjega evropskega proizvajalca Rheinmetall, delamo v Zagorju. Oziroma ključne dele, recimo celotno notranjost, kokpite. Seveda ne smemo objaviti kakšne posnetke, ne? Ja, tukaj imamo kar, je ta... To je vojaška industrija, ne? Na nek način. Posebna je industrija, ja. Posebne zakonitosti potem. Je pa res, ne, da v Sloveniji drug tega ne more delati. Mi smo eno izmed 140 podjetij na svetu, pa tudi eno izmed najmanjših podjetij znotraj te grupe, ki v bistvu lahko varimo in delamo proizvode za vojaško industrijo, ki varujejo življenje. Lahko pa vi poiščete kooperante? Na teh področjih ne. To ne. Moramo v hiši delati. Ne. Delamo tudi ogromno za reševalno opremo. Recimo najbolj znane klešče za razrez avtomobilov v prometnih nesrečah so narejene pri nas v Zagorju. V bivši Vašhavi? Ja, v bistvu v Vašhavi delamo ta proizvodni program, pa verige. Verige za... Zdaj, vsi imamo še v glavah tisto avtomobilska, ne, manjših osebnih avtomobilov. Ja, to se ne splača več. To je za traktorje, tovornjake? Za traktorje, tovornjake profesionalni program se dela, ker enostavno je konkurenca za Kitajske tako močna, da niti za material ne zaslužiš, če bi delal v Sloveniji. In to še gre? Ja. In če se ne motim, bolj kot ne, ste vi izvozno naravnano podjetje? Drži. Preko 95% izvozimo. Nemčija, Nizozemska, Avstrija, nekaj tudi. Torej, če Nemčija kihne, ja, je angina? Pri nas ne. Ne. Imamo posebno, mislim, glede na ta proizvodni program, ki ga delamo, nismo tako odvisni od trenutnih ekonomskih gibanj, kot smo, čeprav moram pa priznati, da korona pa je kar malo premešala karte, tudi na tem obrambno-reševalnem sektorju. Je pomešala? Ja, je pomešala. Kako ste v samem podjetju čutili? Zdaj, v času lockdowna, kako ste organizirali v podjetju takrat prvega vala, drugega vala, samo proizvodno? Ja, tako kot vsi, mi smo se zelo trudili. Ste lahko delovali? Delali smo lahko, jasno, z občasnimi izpadi. Imeli smo v prvem valu še v bistvu dodatno težavo, ker večino teh obrambne industrije, tako kot kar pravimo, je v bistvu šlo za
za reševalne namene, to pomeni, delali smo posamezne komponente za konvoje, ki so nudili prvo pomoč na tistih res kritičnih območjih in takrat je bilo potrebno naenkrat v 3-4 mesecih skoraj narediti letno realizacijo. To je bilo začetek prejšnjega leta. In smo imeli, takrat sem pa res kak si v las doboče, pa še kasga več, ker je bila vsa proizvodna, je mogla šibati v nasprotju z vsemi, recimo, ki so imeli nekoliko pomanjkanje dela. Dve izmene potem tudi, da? Smo se poskušali vseeno osredotočiti, da je glavnina delavcev je bila v eni izmeni, ampak smo pa uspeli kar realizacijo takrat močno narediti. Je težko mimo grede, bova še kakšno o koroni rekla, pridobiti delavce. Zdaj, glede na to, da delate verige, da se vari, torej strojno, elektrostroke, poklicne kadre? Ja, dobrega delavca je težko najti v vsaki panogi. Se ga pa da vzgojiti potem? Se ga da. Mi večino ljudi poskušamo, mlajše dobiti, tako iz šole, tako da jih v bistvu tudi štipendiramo, da jim damo kakšne možnosti izvedbo počitniškega dela in tako naprej. In ko se nekako privadijo na ta naš sistem dela, ga potem zaposlimo. In s tem smo v zadnjih 5-6 letih uspeli pomladiti celotno ekipo na nek zmeren nivo, ker prej smo imeli težave, tako kot je v celotni panogi. Manjkajo nam 2-3 generacije strojnikov, električarjev, ker enostavno v tem času ni bilo zanimivo to delati. Pač so rekli, ker smo starši rekli, pojdi se šola, da ti ne bo treba delati, ker je to čisto zgrešeno. Vse tudi šolani zelo delajo. Ampak to je bilo bolj tisto knapovsko. Knapi so zelo trpeli v jamah in so rekli, zakaj bi še sin. Ja, veliko je bilo tega. Čeprav moram reči, da se ti poklici nekako vračajo. Očitno smo ugotovili, da dober orodjar bo imel vedno delo, ne glede na situacijo, bo vedno našel nekaj. Dober strugar, dober varilec, to so eni najbolj iskanih poklicov. In ja, treba se boriti na tem področju. Jaz kar malo živčen ratam, ko mi kdo pravi, ni kadra. Ja, če ga, bom rekel, na minimalno plačaš, pa če ima slabe pogoje za delo, normalno, da ni kadra. In kako je to pri vas? Ne vem, lansko leto, ko smo se pogovarjali, da ste bili tudi malce radodarni okrog božičnice, okrog božiča? Mi poskušamo, jasno, in božičnico in regres izplačevati delavcem vsako leto. Začeli smo pred 2 oziroma 3 leti tudi dobiček deliti. Zdi se mi prav, da če je podjetje uspešno, da so, bom rekel, vsaj v nekem delu deležni tega tudi zaposleni. Kajti to je najboljša stimulacija, da potem dajo vse od sebe, da delajo tudi med delovnim časom, ker vejo, da če bodo delali, bodo tudi nekaj od tega imeli, pa so lahko ponosni na podjetje. Kako ste jo podnesli zdaj v teh epidemičnih časih glede same bolezni, izostanka iz dela? Ja, imeli smo neki bolezni, smo bili zelo striktni, kar se tega tiče. Mislim, da smo eni prvih v Zasavju začeli preverjati, testirati ljudi, tudi maske smo nosili. Je bil upor? Ni bilo tako zelo enostavno. Ja, ljudje so prišli, tako kot vidimo, iz vsepovsod z informacijami, iz televizije, iz Facebooka, iz vsepovsod zraven, nekatere so bile prave, druge niso bile prave, ampak vedno smo se pa poskušali držati tistega, kar je bilo uzakonjeno. Ker na ta način lahko vsi, tudi če so zakoni slabi, so še vsem zakoni, se njih je potrebno spoštovati. Moram reči, da imamo zelo visoko precepljenost v družbi in v tem trenutku nimamo težav s tem. Ko so pa bili posamezni primeri, smo pa tudi oddelke zapirali, tako kot vsi. Ni šlo drugače? Ni šlo drugače, saj to je bila edina možnost za omejitev. Kako se pa država zate spopadla z gospodarstvom v času epidemije? Zdaj, ko gledamo ta 4. val, nekako upam, da gremo počasi dol iz viška, so nekateri pričakovali, da bo prišlo do zaprtja, lockdowna, zaprtja družbe, torej ni prišlo, na srečo ali pa tudi ne vem, verjetno za gospodarstvo na srečo. Kako gledaš tudi sam na gospodarskega ministra? Zdi se, da se za to vejo gospodarstva kot minister kar precej zavzema. Ja,
Jaz bi tako rekel, ne, sej nobena vlada v teh na povojnih razmerah ni naredila vse optimalno. Ne. In tudi tukaj so bili nekateri ukrepi, kjer smo jih v gospodarstvu malo po stran gledali. Ne. Zlasti to, da recimo, ne vem, smo mogli zagotavljati teste za tiste, ki se pač niso cepili, da, ne vem, je bilo še en kup drugih obremenitev. Strošek to, ne? To je pač strošek bil na podjetje, ampak niti ne tako zelo na podjetje, to je pač bila napaka na način, da so ljudje rekli, aha, se bo firma plačala, se pa nam pa ni potrebno iti cepiti. Ne. Jaz poskušam vsakem dati odprte roke glede tega. To je osebna odločitev in nimam nobene težave, če se nekdo pač iz te osebne odločitve ne cepi. Ne. Prav pa je, da se potem vsak zaveda, da pač tak delavec delodajalca stane mnogo več. Ne. In če bi se takšno razmerje še naprej ohranjalo, bi prišli do ene umetne situacije, kjer bi na vsakem razgovoru bilo prvo vprašanje, si cepljen ali nisi, ker če si recimo cepljen, si tak manjši strošek za podjetje. Ne? In potem lahko recimo takem delavcu daš višjo plačo. Mislim, vem, kako gospodarstvo gleda, razmišlja. Jaz vsem poskušam v prvi vrsti gledati, kakšen delavec je nekdo, ne? Ga ne šikanirati na tem, vem pa, da v nekaterih panogah pač ni te sreče, ker morajo pa ljudje gledati, bom rekel, na tist minimalni dobiček, ko je tukaj noter. Ne. In je to že velik strošek? Velik strošek. Zdaj, gospodarsko rast imamo, kar nekaj bončkov se je v tem času tudi razdelilo, pa se še bo. Tudi marsikateri prejemnik sicer reče, hvala, ne, se bom prijel to, ampak ne vem zakaj. Ne. Je bilo vse razdeljeno gospodarno? Ja, to je verjetno vprašanje, bomo plačali to enkrat, to zakusko? To bomo vse plačali tisti, ki delamo, ki hodimo v službe, podjetja, zaposleni, vsako tako zadevo. Jaz sem bolj pristaš zmernega zapravljanja v državi. Treba je vedeti, da je bilo veliko tudi dobrega narejenega. Marsikakšen zakon, ki smo ga dolgo čakali, recimo gospodarstvo, je tudi v tem času prišel. Ne. Je pa res, da ta poraba nas bo tepla v času. Ne. Ampak zato ni kriva ta vlada. Vse vlade so imeli delno, so talale bombončke naprej in nazaj. Ne. Mogoče je bila bolj kritika, da v gospodarstvu smo bili zelo malo teh bombončkov deležni, ali pa saj bom rekel kakšnega zmanjšanja, kakšnih dajatev. Tako, ne. Pa mislim, da tudi tam, kjer bi pa lahko občina kakšnem podjetju priskočila na pomoč s kako nižjo dajatvijo, ne vem, vi se nekaj širite, ne? Ja, mi zdaj delamo eno kar precejšnjo investicijo. In če se širiš, je treba imeti zemljišče, ne? Res je. Zdaj ravno postavljamo ob upravni stavbi eno malo večjo halo, noter bomo dali kar bom rekel, precej sodobne laserje, krivilne stroje, enostavno smo prerasli te obstoječe prostore, ki jih imamo tukaj na cesti 9. augusta in tam v Vašhavi, tukaj da že nekaj časa je bila pač ta ideja, gradili smo na lastnem zemljišču, bom tako rekel, ne. Ampak to je pa potem od občine odvisno, ali ti grejo nasprot, ali podpirajo gospodarstvo. Kako grejo nasproti? Ja, vedno lahko recimo ali odbor za gospodarstvo ali župan tudi kak komunalni prispevek poveča ali pa zmanjša za posamezne podjetja. No, vidimo, da smo čisto v neposredni bližini našega podjetja dali več kot 1,5 milijona za obrtno cono, kjer so jo potem podjetniki odkupovali, tisti, ki pa na drugi strani smo imeli svoje zemljišča, pa že delamo, smo pa plačevali komunalni prispevek. In vi ste ga v celoti? Ja, tako, kako je bilo treba. Za nas bili so pa pogovori, da bi ga tudi manj? Mene v bistvu najbolj zmotilo to, da če pravimo, da smo za gospodarstvo, ne, potem je treba vse, ne glede na politično pripadnost, enako tretirati. Mi smo mogli plačati recimo polni davek, komunalni prispevek, pa bi lahko kdo tudi z besedo omenil, da se naslednjem mesecu pa pripravlja zmanjšanje
tega prispevka, ampak v občinskem svetu. v občinskem svetu. Res si omenil na različnih političnih bregovih, recimo zagorski župan izhaja iz bivše LDS, ne vem kaj je zdaj, ima svojo listo, dobro, ti si kot svetnik Slovenske ljudske stranke, recimo bolj glasen svetnik, lahko rečemo včasih opozicijski, ne? Če je sploh v občinskem svetu opozicija, če lahko o tem govorimo, ampak imaš kot gospodarstvenik svoje predloge in na nek način podjetje kaznovano, ne? Ja, dobro. Če poenostavim. Ja, jaz nikoli nisem želel, jaz se v bistvu nikoli nisem dobro počutil v opoziciji. Takrat na začetku nas je župan pač predstavil kot opozicijo, jaz smo rekli, bomo pa vse prav, da je recimo malo tudi v občinskem svetu, kdo malo pogleda recimo bolj podrobno posamezno zadevo, ne. Mi smo se v bistvu zelo želeli sodelovati na začetku z dobrimi predlogi in sodelujemo. Več kot 90-95% predlogov je dobrih. Jaz sem vedno pristaš tega, recimo, da se dobri predlogi podprejo in da lahko skupaj naredimo, ne. Če pa so kje očitno kakšne anomalije, je pa tudi prav, da kot občinski svetnik to poveš, se v končni fazi si bil za to izvoljen, ne. Zdaj, in to ni nasprotni politični breg, ampak je jaz mislim, da predlog, to je nekaj čisto normalnega. To je nekaj čisto normalnega. Je pa res, da v Zagorju to se dolga leta ni delalo, oziroma se je zelo v rokavičkah delalo z kakšnimi takimi pa drugačnimi predlogi, ki niso bili, bom rekel, z te županove liste. No, na eni zadnjih sej, mislim, da celo zadnji sej občinskega sveta, si se na nek način malce boril tudi za svoje delavce, ne? Da bi jim nekako lažje omogočil obisk osebnega zdravnika tudi v popoldanskem času. Doslej je bilo to omogočeno 2-krat, zdaj po novem enkrat. Ja, občinski svet lahko v bistvu to razmerje popoldanskega delovnega časa izglasuje, da se zmanjša. Ker je to javni zavod. Ker je to javni zavod, tako je. Prvi predlog strani zdravnikov, da bi se to naredilo, mi smo ga preučili, moram priznati, da kak teden smo se pogajali, pogovarjali, res, to je bila ena vsebin, ki je znotraj zagorskega občinskega sveta bila 100-krat premleta. Dobili smo se na več sestankih in na koncu pač jaz sem jim povedal, da je težava s tem, da če bojo mogli in zaposleni in tudi tisti, ki recimo hodijo v šolo, samo dopolne hoditi. To pomeni, da bojo mogli si jemati dopuste, dodatne bolniške, to bo sigurno slabo za gospodarstvo, za realizacijo, da ne govorim, da jim s tem manjšamo enostavno dostopnost do zdravstvenih storitev, ki jih imamo vsi. To v kombinaciji z tem, kar se šušlja, da bi ponovno radi ukinjali nujno medicinsko pomoč popoldne, pa predstavlja za Zagorjane veliko težavo. Jaz razumem zdravnike, da imajo vsak tudi svoje življenje. Resno jih razumem, ker vidim, kako je, ko priješ zvečer domov, ob 6-7 lahko pozdraviš sina, tik pred njim gre spat in to je težava. Ampak jaz sem hodil v šolo za management, za upravljanje, gospodarsko inženirstvo, sem takrat enostavno vedel, da če bom to študiral, če bom to delal, bom mogel pač popolne delati. In jaz vem, da verjetno do konca življenja bom mogel biti na razpolago na neplačanem dežurstvu 24 ur, ko me bojo moji delavci potrebovali. In takšni so tudi drugi poklici, policisti, mislim, poleg zdravnikov, reševalci, gasilci. Pač vedo, da kriminal ni samo dopoldne, da gori ne samo dopoldne in da so pač nekatera dela taka, da jih je potrebno tudi popolne narediti. Zato jaz nisem podporil tega predloga. Ampak je večinsko podprt, ne? Je bil pa večinsko podprt, ker je župan jasno se dogovoril. Jaz ne znam, mislim, ne razumem čez tega, na eni strani se gremo neko mestno občino, na drugi pa takšne zadeve še dodatno ukinjamo, ne. Ampak bo zdaj tvoj glas proti
na oglasni deski? Ja, neki so rekli, ampak meni ni problema, tudi če me kam napišejo, saj smo že večkrat na kako zadevo opozorili. Jaz pravim, da tudi kot politik ali pa tak, kdor se vsakimi družbenimi vprašanji ukvarja, mora kdaj imeti tudi malo trdo kožo, ne? Ali pa malo bolj debelo. Spomnim se predvsem prejšnje sestave občinskega sveta, pa mislim, da je bil predvsem Primož Štendler kar precej glasen, ko se je občina odločila za nakup bivše upravne stavbe družbe Sveja, kjer je potem toliko let kasneje zgradila eno lepših glasbenih šol. In je takrat opozarjal, da bo to kar precej drago, ne vem, si tudi ti to opozarjal, da se bo več denarja porabilo, kot se je prvotno govorilo. Ja, v tem mandatu se je več takih zadev naredil, ne? Od Ceroza do Računskega sodišča, do te Sveje. Ja, zelo glasno smo opozarjali takrat, da te kalkulacije niso prave in potem, ko so se začele realne cifre kazati, so se začeli držati za glavo, kajti ta Sveja, adaptacija Sveje je stala veliko denarja. Poleg tega je bilo zelo sporno umestitev, še vedno je zame sporno umestitev, ki je bila sredi industrijske cone, nekoč industrijske cone, še vedno tam navadno, mislim, če pogledamo neko prostorsko planiranje, šole pašejo skupaj, neke, bom rekel, naselja pašejo skupaj, kjer se ljudje počivajo, pa imajo domove in industrija paše na drug konec. Mi imamo pa več teh industrijskih con, kjer je vsako umeščeno nek posamezen objekt, ki ovira, recimo, ne vem, ali spanec ljudi, da je neko podjetje tam noter, ali na drugi strani, ne vem, podjetja ne morejo delati, ker so, ne vem, preglasni, imajo kakšne dostave, ne. In tudi tukaj ta umestitev se mi zdi, da ni bila tako zelo optimalna. Na drugi strani res smo dobili lep objekt. Jaz moram priznati, ta Vila Medea, kot so jo poimenovali, jaz sem vesel, da na koncu so ljudje dobili možnost, ker kot glasbenik je kaj pa boljšega kot med lepo glasbeno šolo. Upam, da bo tudi moj sin enkrat hodil v njo. Ampak iz tistih začetnih 400 000, ki je bilo za nabavo, in potem planiranih 600, ko smo govorili, to pomeni, da milijon bi prišla celotna adaptacija, smo prišli formalno, mislim, da na 2,7 oziroma skoraj na 3 milijone. Ne. To so pa že take številke, da sem jaz povedal, da bi lahko bivšo glasbeno šolo prenovili, pa podrli, še enkrat prenovili, pa še enkrat podrli. Ne. Mislim, je potrebno tudi malo racionalno delati, dober gospodar biti tukaj. In na to so tudi naši svetniki večkrat opozorili, da je potrebno z tem denarjem racionalno delati sam. Špora je šla naprej. No. Opozorili pa ste, oziroma eden od vaših svetnikov, tudi na plazovito področje na poti, ki pelje proti Repniku ali pa naprej proti Čolnišam, in kjer se je res pred kratkim, ko je nekdo dobil dovoljenje za gradnjo, sprožil kar precej nevaren plaz, ne? Res je. Ko smo sprejemali podrobni načrt, je naš svetnik Boštjan Ocepek, ki je tudi predsednik krajevne skupnosti Bližnje, ne, opozoril, da tam je vedno bilo plazovito področje. Mi smo dobili zagotovilo, da so pristojne službe vse to pregledale in da tam se plaz pač ne more zgoditi. Okrog so hiše, tam jih pa res ni bilo, ne? Tudi v rastlinje, bolj tako mlakasto področje. Ja, res je. Ampak to bi bilo vedno plazovito področje, ne. Potem smo svetniki to sprejeli, ker smo dobili pač zelo jasno povedano, da ljudje z imenom priimkom tukaj stojijo zadaj. Jaz nič ne krivim, ne župana, ne nobenega, pač plaz pa sprememba tal, sploh ob takih padavinah, kot so zdajle, lahko pač tudi kakšno stvar, ki jo geologi rečejo, to je v redu, naredi plaz. Sprožijo, ja.
In tukaj je absolutno pač verjetno ni krivda na strani občine. Je pa res, da smo potem predlagali, da se vsaj tistim, in to smo pa v svetniški skupini Ljudske stranke predlagali, vsaj tistim, ki so na podlagi našega občinskega prostorskega načrta kupili ta zemljišča in v tem trenutku pač niso vredna več nič, vsaj tistem, da se mora to povrniti na nek način in ker gre za mlade družine, jaz jih poznam, celo pri meni v službi delajo, je prav, da bi občina dala kar čim več energije, da se jim čim hitreje najde nadomestne lokacije. Ker veste, to so družine z malimi otroki, ki so si planirali tam ustvariti življenje, narediti hišo, tako naprej, so dali življenjske prihranke noter, zdaj imajo pa kaj? Kmetijska površina. Krave lahko kupijo in pasijo tam, pa še tistim bo kdaj spodrsli. To je težava. Žal, tudi ta predlog, kot mnogi, ki prihajajo z naše strani, ni bil tako zelo dobro sprejet. Tako da jaz moram priznati, da sem kar razočaran nad lokalno politiko, ker je, pa ne samo nad Zagorsko, nad mnogo, tudi kakšno drugo, ker dobim veliko informacij tudi iz drugje. Ker na površju se vsi delamo, kako se super, fajn, hvalimo se na občinskem svetu. Ko pa kamere ugasnejo, se pa dogajajo stvari, ki niso prav lepe, mrzkdaj. In prav je, da se ve, da nismo vsi tukaj zaradi politike. Kdo namerava, jaz nameravam ostati v Zagorju in živeti tukaj naprej. In če se borimo, se ne borimo zato, ker smo jaz iz Ljudske stranke, oni iz te, oni trete, ampak zaradi tega, ker želimo dobro za naše občane. Veš, kako se reče Kisovcu po novem? Razvrto pri Zagorju. Veš zakaj? Vem zakaj, zato je treba amortizerje menjati, če pelješ čez Kisovec. Žal, ne? Ena najbolj prometnih cest skozi Kisovec. Človek bi pričakoval, da jo bodo včeraj, ne jutri, prenovili, zima se bliža, nič ne izgleda. Imaš mogoče kakšne druge informacije? Sicer govorijo, ko se bo umestila kolesarska steza Primoža Rogliča, ki pa mimo grede tam mimo ne bo šla, mislim, po tej cesti, kolikor vem, bo šla čez Loke. Kaj je s tem? Mislim, z evropskimi sredstvi se da marsikaj narediti. Jaz se v zadnjem času kar veliko ukvarjam s tem, in recimo glih nedolgo nazaj sem imel državno sekretarko za evropska sredstva tukaj v Zagorju, ki je povedala, da taki projekti bojo aktualni, se pa jasno mora občina odločiti in prijaviti, da se infrastruktura naredi. Mi skoraj na vsakem proračunu kako bi rekel, damo amandmaje in prosimo, da se čim več teh sredstev nameni v infrastrukturo. Treba vedeti, da zlasti naše ceste po hribih okrog so bile narejene dolgo let nazaj, 30 let in več. So v katastrofalnem stanju. So pa v zelo slabem stanju. In tukaj v prihodnje si zelo želim, da ne bi investirali samo v mesto, rekel, v zlate objekte, po domače povedano, ampak bi omogočili enake možnosti tudi tistem, ki so malo bolj iz centra mesta umaknjeni, ki se morajo vsak dan voziti ali v Zagorje, ali v Ljubljano, Celje, v službe in se morajo voziti po takih cestah, kot je. Tudi tukaj recimo skozi Kisovec je zelo slabo. Zelo močen projekt, ki bo v prihodnjih letih to problematiko naslavljal, so sigurno pametne vasi, ki jih pelje naš evropski poslanec Franc Bogovič. Zdaj je imel eno zelo močno odmevno omizje v Krškem na gradu Reichenburg, kjer je v bistvu pripeljal celotno in slovensko in evropsko politiko in jih je navdušil s tem konceptom enakomernega razvoja, da pač pripeljemo tudi na podeželje tako infrastrukturo, ceste, kot iz vidika digitalizacije, optiko, ker to bo v prihodnosti zelo pomembno. Mimogrede, omenila sva kolesarsko pot ob glavni cesti, kar velikokrat bo, kar na nekaterih navadnih odsekih v Zelencu recimo, prečkala cesto, kjer pa je promet na tej regionalni cesti 90 na uro. Ne? Ja. Ko se je sprejemal jaz moram prvo povedati, da je to dober projekt. Ga podpiram in tudi, bom rekel, veliko večino projektov v Zagorju, ki grejo v to smer, da bomo bolje živeli,
podpiramo. In tudi mislim, da ne vem, nismo mi opozicija, ki bi rekli tako kot na državnem nivoju, vse, kar naredite, je narobe. Ne. 99% stvari je v redu, ker jih skupaj tudi potrdimo. In tudi, ko smo potrjevali ta projekt, sem povedal, da je v redu, ampak naj, poleg tega, ko bojo samo ceste peljali, uredijo tudi obstranske, to pomeni in struge vod, kjer pridejo, ker bo šlo ob strugah, in tiste cestne odseke, kjer kolesarska steza prečka. In takrat smo tako na odboru za javne finance kot na občinskem svetu, ko smo to predstavljali, dobili zagotovilo, da večina od teh 7 milijonov, kar je bila dobra številka, ker smo veliko dobili evropskih sredstev, večina gre v bistvu za sanacijo površin, ki bojo ležale ob kolesarski stezi. In jaz se nadejam, da so bile te informacije prave, ker to bo tisto, kar nam bo koristilo. Čeprav pravijo, da kakšnih nadvozov ne bo, ne? Ja, tisti so pa, se vemo, vsak nadvoz pa Dragi. svoj milijon. Ja. No, ob koncu oddaje greva še čisto malo v delo stranke SLS. Si le še član, ne? Svoj čas si bil nekaj časa tudi predsednik, ne? Zdaj to nisi več. Si še v izvršilnem odboru? Ja, na povabilo predsednika se udeležujem sej izvršilnega odbora, tudi kot direktor inštituta dr. Antona Korošca, pač jim naše projekte večkrat predstavim. Nisem pa na zadnjem kongresu kandidiral, ker mislim, da je prav, ali pa po svoje, bom rekel, sem tukaj korak nazaj stopil, ker meni delo v sami politiki ni tako zelo zanimivo kot delo v tistem strokovnem delu, kot ga delam lahko na inštitutu. To mi je pa odlično, ker se lahko ob tem, ko se z političnimi odločevalci pogovarjam o realnih projektih. To mi je všeč. No, prav iz vrst SLS je prišla pred letom, mogoče se motim, tudi že prej, pobuda, da bi se nekatere stranke povezale v neko skupno ime, Povežimo Slovenijo, ampak popravi me, če se motim, meni se je to zdela pobuda Slovenske ljudske stranke, ampak zdaj se mi pa zdi, da ta projekt kot da bi vodile nekatere druge stranke. Ne, jaz bom tako rekel, Povežimo Slovenijo, ja, je res, Slovenska ljudska stranka je, čeprav si mogoče malo drugače predstavljamo, je velika in močna stranka. Mi imamo preko 50 županov, evropskega poslanca, najmočnejšo svetniško skupino v državnem svetu, je pa res, da Slovenska ljudska stranka ni zastopana v državnem zboru. Zaradi tega je mogoče tudi malo manj vsem skupaj na očeh, je pa zelo, zelo močna in dinamična organizacija. To sem pa spoznal. Imam, rekel, nekatere zelo dobre, take osebne prijatelje, ki nikoli niso delovali v politiki ali pa bili odvisni znotraj stranke, tako da je še vse rad tukaj delam. In tudi projekt Povežimo Slovenijo je bil, rekel, je v bistvu nekako organsko paše na Slovensko ljudsko stranko, ker mi vedno smo poskušali povezovati širše množice ljudi. Ne samo tisti, ki imajo ozko politično spoditev, recimo, ja, ampak precej širše. In jaz sem kar vesel, da smo tukaj uspeli pridobiti tako, bom rekel, malo bolj leve, malo bolj desne ljudje, ki so dobri ljudje. Mislim, da je to bistvo, da v Sloveniji se preveč delimo na ti si pa od te stranke, s tabo ne smemo delati, ne bomo delali, ti si pa od te stranke in to omejuje razvoj. In bistvo projekta Povežimo Slovenijo je prav v tem, da se ne omejujemo na tiste, ki so za te, ampak vse, ki so pripravljeni delati. In verjamem, povezovanje je tista marela, dežnik, ki gre čez vse. Ampak tako kot recimo v zagorskem občinskem svetu sodelujemo levi, desni, sredinski, bi bilo potrebno tudi v Sloveniji narediti. In to bi lahko bila tista tretja veja, ki jo Slovenci že tako dolgo pričakujemo. Če se zdaj recimo delimo na desne ali pa na leve, ne,
bi bilo to nekaj vmes? Ja, jaz mislim, da to je ena izmed Nekaj možnosti. podobnega kot nekoč Demos? Ja, Demos je bil sicer iz drugih vzrokov narejen, ampak mislim, da smo prišli v situacijo po 30 letih, kjer imamo podobne težave, ampak malo na drugem področju. V bistvu Demosa je bil, da so želeli izpeljati projekt osamosvojitve. In so ga naredili. Del Demosa so bile pa tako leve, sredinske kot desne Drži. stranke, ne? Jaz dam takšnem projektu zelo velik potencial. Je pa nekaj res. In to sem pa večkrat že poudaril. Politiki smo navadno zelo individualisti. Ne. Če se v politiki ne siliš naprej, pač ostaneš zadnji. Tak ravno projekt to sem jaz povezovanja. nekako opazil, Ja. da se mi zdi, da pri tem projektu, ki ga je nekako začela Slovenska ljudska stranka, da se mi zdi, da je nekako zdaj bolj v ozadju, da ni nekako v prvem planu. Ne vem, v zadnjem času največ slišimo o združitvi SMC-ja pa stranke predsednika državnega sveta, Kovsce, ne. Potem pa že ne veliko, ne. Ki naj bi bili tudi del Povežimo Slovenijo. Drži. Jaz pravim tako. Dobri, sposobni ljudje z rezultati, ne samo političnimi rezultati, ampak realnimi rezultati. Če bi se taki ljudje povezali, ne združili, ni se potrebno združevati, ampak povezati za projekte, Slovenijo peljati naprej v smeri izpolnitve, ne vem, 3. cilja slavne Majniške deklaracije, to pomeni, da bomo lahko živeli v boljši blaginji, kot živimo sedaj. Če bi se ljudje zavezali za to in bili pripravljeni sprejeti, tudi da so malo različni, tudi da imajo, ne vem, ali na gospodarstvo, ali na socialo, ali na našo preteklo zgodovino odtenek različne poglede. Je pa to je bistvo politike, umetnost možnega, ne umetnost, kako se na najbolj enostaven način skregati. No. In če bo ta projekt enkrat zaživel, dobil ime, recimo Povežimo Slovenijo, se mora to zgoditi čim prej, kajti predsednik države je povedal, da bodo volitve na prvi možen redne, na prvi možen datum, torej aprila. V primeru, da se to nekako registrira, bo to parlamentarna ali neparlamentarna grupacija, ne? To je zelo zanimivo. Slovenska ljudska stranka zaradi evropskega poslanca ima status. Potem, če bo v tem projektu SMC, ki bo združena z neko drugo stranko, pod nekim drugim imenom, ima tudi status. Recimo Zeleni, Čuševi, Kanglerjevi pa niso, Slovenska ljudska stranka pa niso parlamentarni stranki. Kaj bo to? Bo? Ker to pa pomeni, ali te vabijo, ali te pa te ne v krog parlamentarnih strank na soočenje. Je res, ja. Mislim, zdaj to imajo pač mediji, recimo RTV ima prav zakonsko določen, koga vabi in koga ne. Drugi mediji pa se vemo tudi, ko je bil Cerar Šarec, sta lahko prišla na vsa soočenja, pa nista bila parlamentarna stranka, ne? Ampak ker so jim javnomnenjske ankete dobro pokazale, so povabljeni. Jaz bom rekel samo to. V ozadju se pogovarja in dogovarja dosti več v tem trenutku, kot je mogoče javnosti znano, ker smo že večkrat naredili tudi kakšno napako, da je bilo preveč vse na veliko, potem pa tistih pravih dogovorov pa ni bilo. Jaz sem prepričan, da gibanje Povežimo Slovenijo, če bodo prvaki strank zdržali tiste rekel to, da bojo ostali mogoče tudi malo ob strani, pa se vsak posebej ne silili v prve vrste, bo gibanje Povežimo Slovenijo zelo veliko presenečenje naslednjih državnozborskih volitev in lahko tudi spremeni politično sliko v državi, ker ljudje predolgo čakajo na tak način povezovanja, ki smo ga v bistvu zdaj prvič
samostojni Sloveniji od Demosa naprej imeli priložnost videti. Bova s tem zaključila? Lahko. Hvala za pogovor. Udobno je bilo sedeti na tem velikanskem stolu. Hvala ti. Igor, hvala lepa za povabilo, vedno mi je v veselje se pogovarjati, ker je mogoče malo drugače, malo bolj odprt, lahko govorimo, ampak še vse tako prijetno. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.